Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji in prijateljice Goethe inštituta v Ljubljani. Pred nami je še en podcast Kafe med Goethe in spet bomo govorili o jeziku, ki vedno slovi kot strog, kot jezik polno pravil in tako naprej, ampak nemščina je lahko tudi prijetna, je lahko lahka, lepo zveneča. In o tem bova danes tudi govorila z Bojanom Weberičem, ki ni samo učitelj nemščine, ampak tudi certificirani učitelj za pridobitev certifikata na Goethe inštitutu. Bojan. Lepo, da sva danes skupaj. Tako. Sem to prav definirala, deva prav zložiti kockice. Certificirani izpraševalec za Goethe inštitut. Zato mi ni šlo z jezika. Izpraševalec se tako strašno sliši. Ja. Se pravi, ti si opravil izpite in potem si šel nazaj k izpitom. Tako, kjer spet trepetajo drugi. Ja, ker zdaj drugi trepetajo, zdaj pa jaz sem v drugi vlogi. Kako bova se prebila čez ta pogovor? Po kakšni kavi danes? To, kar mi je všeč. Jaz v bistvu en verlängerter, ker me malo spominja na moje študentske čase. Pa podaljšani kavi gre nemščina lažje? Ja. V glavo, spomin? Tako, malo avstrijščina tista zraven pri verlängerter. In potem mit pfif, bova rekla. Kafe mit pfif. Bojan, kdaj si začutil, da bo nemščina zate več kot samo en predmet v šoli? V bistvu v gimnaziji sem imel res eno super učiteljico, profesorico nemščine, ki nam je pokazala, da nemščina ni samo nekaj, kar se moraš naučiti, da niso samo pravila in vse to priprave besedil, ampak je znala povezati zelo to pestrost jezika, tako da nas je pritegnila. Bila je zelo stroga, ampak v bistvu smo se pa pri njenih urah zelo zabavali. Znala je biti stroga takrat, ko je bilo treba, pa tudi zabavna takrat. Se pravi, skoraj da malo nemška šola, ne? Tudi nemška šola je na začetku precej manj zahtevna, bi rekla, kot tukaj v Sloveniji. Manj je slovnice, več komunikacije. Ja, predvsem na tem je gradila, da smo spregovorili. Jaz vem, da je v tistem mojem času najstniškem ni bilo vsak ponedeljek bravo, smo leteli hitro v trafike in to je bilo tudi učenje jezika v bistvu, ne. Prebirali smo, morda nismo vsega razumeli, ampak brali smo pa vseeno in bile so predvsem zanimive teme, o katerih smo potem pri pouku tudi lahko govorili. In to je bilo tisto, kar ti je dalo v bistvu opolnomočenje pri jeziku. Saj to je lahko en dober in precej bolj prijeten vstop v jezik, kot pa zdaj preko slovnice takoj v šolo, ko se želimo učiti jezika. Morda pa res najprej prebiramo malo revije, poslušamo. Tudi to je način, ne? Velikokrat se lotimo, hitro resno vpišemo se v tečaj in potem izpraševalec, prej ali slej. Ja, v bistvu je res, no. Jaz opažam tudi v vlogi učitelja, da predvsem odrasli želijo imeti slovnico, ker imajo občutek, da brez slovnice ne bo šlo. Ampak na Goethe inštitutu poskušamo pokazati malo drugače. To je tudi kolegica Nina že omenila, da lahko v bistvu induktivno v bistvu poučujemo. Dosti govorjenja, tudi jaz govorim pretežno v nemščini, zato ker to je tisti živi stik z jezikom potem za tečajnike. Zagotovo smo v Sloveniji tudi malo označeni s tem, da nas jezik tudi definira kot narod, ne. Slovenci smo predvsem zato, ker govorimo slovensko. Tudi obremenjeni s tem, ker se pri nas v naših šolah pri slovenščini začnejo stvari zelo hitro, zelo resno. Ne, že v bistvu v osnovni šoli, v nižjih razredih obravnavamo stavčno analizo, besedno analizo in tako naprej. In nekako s to dediščino se mi zdi, se lotimo tudi učenja kateregakoli tujega jezika. Vse povsod je slovnica tista, ki mora biti zraven. Ampak gre tudi drugače. Gre tudi drugače, seveda. Kaj je tebi všeč pri nemščini?
Um, v bistvu, meni je všeč to, da živim oziroma sem lahko tudi živel nemščino, ko sem študiral. Študiral sem v Gradcu, v Avstriji, in to je bilo res tisto, wow, ko se postaviš kot v poletni dež in potem si kar v jeziku. In to je tisto, to, kar mi je všeč pri jeziku, ne? Da komuniciraš, ne da razmišljaš, ampak da enostavno govoriš. Tudi če so napake, kakorkoli. Jaz pravim zmeraj, tudi na izpitu recimo, če dobiš to, kar hočeš dobiti, potem je komunikacija uspela. Potem si tudi ti dobro opravil tisto nalogo. No, očitno si imel rad izpite, ker zdaj sediš na drugi strani in sprašuješ, zakaj si se odločil, kaj te je takrat poklicalo, da bi pa morda res sedel na drugo stran mize, v vlogi spraševalca. Ja, v bistvu je bilo to malo po sili razmer. Takrat, ko sem šel na profesionalno pot, po študiju sem začel učiti oziroma sem bil na Avstrijskem inštitutu in so izvajali avstrijsko jezikovno diplomo. Ko sem prišel pa na Goethe, sem v bistvu pa začel z izvajanjem izpitov, ampak samo kot izpraševalec. Pomagaj nam razumeti, namreč Goethe certifikat se sliši strašno resno, strogo. Kaj točno je? Kaj obsega? Oziroma, kaj omogoča potem tudi? Ja, saj v bistvu je zelo resna stvar, ne? Omogoča pa v bistvu kar veliko stvari. Od recimo pogosto opravljajo kandidati izpit zaradi študija recimo, zaradi službe, pa tudi nekateri po moje zaradi ljubezni, ampak ne zaradi ljubezni do jezika, ampak zaradi pač ljubljene osebe. Kar je zelo velika ljubezen. Ja. Te greš polagati tudi certifikat. Pridobivati. Ja. Tako da to je zelo zanimivo. Nekateri potem tudi želijo svoje znanje si dokazati. Aha, jaz pa to vem, ker so se učili določen čas. Saj, povejva, kaj omogoča certifikat? Ja, certifikat omogoča v bistvu zaposlitev na nemško govorečem področju. To so predvsem recimo zdravniki, pogosto pridejo k nam, zdaj malo manj, ampak ja. Zanimivo, vzgojiteljice v Avstriji potrebujejo certifikat in to na zelo visokem nivoju, mimogrede rečeno. Pa potem različne zadeve, študij, kot rečeno. Se pravi, po eni strani odpira vrata, po drugi strani pa je to res ena tudi potrditev tvojega znanja. To drži, ja. Drži, ker je v bistvu neka točka, na kateri vstopiš potem v nek sistem, v tujini recimo, v Nemčiji ali v Avstriji, in to je to. Bojan, imamo zelo širok krog sledilcev, niso vsi taki, ki se učijo nekega jezika. Tudi certifikat ima različne stopnje, pa predvsem, če nam lahko po domače razložiš tudi, kaj vse pomenijo te klasifikacije A, B, C, C2, jaz sem B2 in tako naprej. Ja, v bistvu je tako. Zdaj stopnja A je razdeljena na A1, A2 in pomeni neko osnovno znanje jezika. Se pravi, da znaš recimo funkcionirati, da si znaš recimo kupiti kavo, naročiti kavo in tako naprej. Potem B stopnja se tudi prav tako razdeli na B1, B2. Tukaj je pa v bistvu že malo, se pravi B1 je malo nadgradnje te osnovne stopnje. Potem je pa B2, ki je pa že recimo ponekod dovolj za opravljanje poklica. To zahtevajo tudi delodajalci in pomeni že dokaj dobro razumevanje pisnih besedil, slušnih besedil, se pravi vse to, kar rabi nekdo pri poklicu ali pa pri študiju, vkolikor pač jezik ni tako v ospredju. Potem je pa sledi C1 stopnja. Ta C1 stopnja je v bistvu zdaj postala zelo priljubljena, tako rekoč, ker jo zahtevajo univerze
večina univerz, in omogoča ta študij, ker je v bistvu že razumevanje besedila mora biti na zelo visoki ravni. C2, ki je pa v bistvu najvišja stopnja, tukaj je pa pri izpitu recimo tudi potem prisotna, oziroma kandidat lahko izbere med literarnim delom izpita in pa običajnim delom izpita, in pa se pa zahteva ta stopnja recimo čisto konkretno na Münchenski tehniški univerzi ali pa še kje drugje, kjer mora biti znanje jezika pa res že na zelo, zelo visoki stopnji. In zanimivo je tudi že s primesmi strokovnega jezika. Tako da se pravi kandidat na stopnji C2 mora razumeti, se pravi tako vsakdanji jezik, kot tudi potem strokovni jezik. In izpit za Goethe certifikat lahko upravljamo na različnih stopnjah. Tako, se pravi, ni nujno, da se gre po lestvici navzgor, ampak da pač kandidat pride, se pripravi in želi recimo opraviti izpit na B2 ali C2 ali C1. Niso pogoj prejšnje stopnje. Tako, to je v bistvu zelo pomembno, ker včasih sprašujejo, kdaj imam pa jaz lahko grem na B2. Je v bistvu že takoj, če imaš dovolj znanja. Tako da tukaj je v bistvu, ker pogosto rečejo, jaz sem se zdaj začel učiti, a moram jaz iti na A1? Ne, ni nujno, lahko se učiš jezika brez certifikata. Certifikat je v bistvu tisto mednarodno priznano potrdilo o znanju jezika. Če tega ne potrebuješ, potem se z veseljem pač učiš do takrat, ko pač želiš opraviti izpit, ko potrebuješ neko potrdilo. Bojan, kako izgleda izpit za Goethe certifikat? V bistvu izgleda izpit tako, da se preverjajo 4 spretnosti, to je, se pravi, branje, poslušanje, pisanje in pa govor. S tem, da je v bistvu ta del branje, poslušanje in pisanje je v enem sklopu skupaj, in potem sledi pavza in potem sledi še govor, tam smo pa potem prüferji na vrsti, da pridemo še zraven, ker je v bistvu kot komisijski izpit pred komisijo. Katerega dela tega izpita se ponavadi najbolj ustrašijo ali pa najbolj bojijo udeleženci? Kaj je na tistem glasu? Po moje je to ravno govorni del, ker tam govorijo z osebo. Tam morajo v bistvu hitro improvizirati, in tam vejo, da jih tudi nekdo posluša. Pri pisanju, poslušanju, branju pač sedijo v učilnici, rešujejo naloge, pri govornem delu je pa ta interakcija in takrat je pa tisti stres, tisti faktor, ki lahko včasih tudi malo koga zmede. Na kaj si pozoren, ko zaslišiš, ko se začneš pogovarjati s kandidatom, s kandidatko? Ne samo na znanje verjetno, ampak gre tudi za več. V bistvu naredimo tako, da malo sprostimo zadevo na začetku, da se predstavimo in že tam dobim kot izpraševalec občutek, koliko znanja je. Meni osebno opažam v zadnjem času, da kandidati in kandidatke nimajo toliko splošnega znanja. In to mislim, da vpliva tudi pri naučenju pri jeziku. Ker jezik ni samo, kot smo rekli, slovnica ali pa pravila, ampak je marsikaj več. Nekateri kandidati so zelo dobri, znajo veliko povedati, hitro reagirajo,
drugi pa se ustrašijo, ker tega znanja nimajo in potem pride do neke blokade. Se pravi, šteje tudi določena sproščenost, ne zdaj samo, da ti slovnično pravilno govoriš, ampak pomemben je verjetno tudi ritem, odnos do jezika, en občutek, ki ga ocenjuješ. To vpliva tudi na tvojo oceno? V bistvu malo manj, ker je vseeno so ta pravila, oziroma po pravilih, po kriterijih, ki jih imamo, ko ocenjujemo, je v bistvu, se pravi, ta bolj, niti ne sproščenost, ampak ta način govora, ritem, kako povezuje stavke, kako kandidat na določeni stopnji uporablja slovnična sredstva, govorna sredstva, predvsem to. Ja. In pa seveda, če je kandidat sproščen in se malo tudi včasih nasmejimo in poklepetamo, je to še tako dosti lepše. Opažaš tudi veliko tega prevajanja direktno iz slovenščine, potem v nemščino pri nekaterih govorcih, da skušamo se preveč držati. Imamo oporo v svojem maternem jeziku. Ja, slovenščina je tak jezik, da je zelo podobna tudi slovnična oziroma struktura stavka nemškemu stavku. In to si marsikdo potem s tem hoče pomagati. Se vidi to predvsem na nižjih stopnjah, tam do B1, od A1 do B1. Potem je pa tega manj, ker je znanje jezika že tolikšno, da to več ni potrebno. Ker ko se sprostijo kandidati oziroma kandidatke, je to v bistvu pogovor. Ne razmišljajo več v slovenščini, ampak v nemščini. In to je tisto, kar jaz vidim pri kandidatu, ko je sproščen, ko ne išče besed. Zanimivo, kako je, ko točno vidiš, ko kandidat, ne glede na stopnjo, išče neko besedo. In tisti, ki bo imel veliko znanja, ko je znanje, tam, kjer je znanje dobro, bo v bistvu poskusil zanimivo opisati to besedo. In to zmeraj potem na koncu izpita, recimo, povemo, tam ste pa morda iskali neko besedo, ne se bati, to je v bistvu super, to je plus točka. Tukaj te dobijo. Ja. Ja. Tako da to je tisto, kar je dodatno znanje, da nisi naučen samo nekih besed, ampak da znaš povedati tudi, jaz bi pa kako drugače, neko parafrazo ali kaj podobnega, in to je potem res super pri izpitu. Tako, kako se znajdeš v samem jeziku. Zelo širok krog udeležencev je tečajev pri Goethe inštitutu, če gledamo generacije, njihova ozadja. Če imamo recimo manj časa, kako se pripraviti na en tak izpit za pridobitev certifikata? Kaj bi svetoval? Kaj so dobre priprave? Ja, jaz iz teh večletnih izkušenj, tako kot spraševalec, bi v bistvu svetoval to, da si pogleda vsaj, kako izpit poteka. Se pravi, da je na Goethejevi spletni strani model izpita, ki je identičen izpitu, ki pač poteka potem realno. In da si pogledajo, kaj morajo početi. Ker to je tisto, kar je zelo pomembno. Da udeleženec na izpitu ne izgublja časa s premišljanjem, kaj pa moram zdaj pri tej nalogi početi. To je pogosta napaka? Ja, to naredijo zelo pogosto, ker pridejo kar na izpit in mislijo, sej to vem, to vse vem, ampak potem je pa potreba vedeti točno, kaj naloga od tebe zahteva. Ker so različne specifike, naloge so specifične, nekatere zahtevajo globalno recimo razumevanje, druge bolj detaljno razumevanje, višja je stopnja, bolj podrobno je vse skupaj in je to zelo, v bistvu, moraš naprej vedeti. In jaz recimo imam tudi priprave na C1 nivo.
in tam gremo v bistvu samo skozi izpit, tako da vidijo, kako je izpit zgrajen, na kaj morajo paziti. Seveda ne moreš iti mimo tega in dati kakšnega nasveta, kje lahko mal kakšen ovinek naredijo, da hitreje pridejo do cilja, kakšno govorna sredstva, ki se uporabljajo pri izpitih, tako da ni treba dosti razmišljati. Ravno to. No, za tiste, ki nimajo dosti časa, bi res svetoval, da vsaj spletno stran obiskati, pogledati izpit. Za tiste, ki pa želijo se res dobro pripraviti, pa naj pridejo k meni. Ja, vstop v jezik je vedno tudi vstop v literaturo, je vstop v kulturo. Tu včasih malo zmanjka kandidatom, da morda premalo berejo, poznajo kontekst ali pa spremljajo morda novice, kulturo neke dežele. Ja. To drži. Predvsem pri višjih stopnjah je to zelo pomembno, da to znanje, ki ga dobijo na kakšnih tečajih ali pripravah, ni dovolj. Potrebno je spremljati res kulturo države, recimo aktualna dogajanja v državi. Vse to vpliva potem na izpit. Recimo ravno, ker pač sem bolj v snovi za C1 izpit, je v bistvu to zelo pomembno, ker tudi ta izpit je v bistvu zdaj v zadnjih 2 letih bil prenovljen in je kar predvsem to bralno razumevanje in slušno razumevanje je postalo bolj kompleksno. Tako da je treba obvladati v bistvu res vsakodnevne novice skoraj, ker teme so takšne, ker so teme pripravljene zelo splošno, se lahko naveže kandidat tudi na to, kaj se trenutno dogaja v ciljni državi. Rekel si, velikokrat se zgodi, da kandidati zablokirajo. Malo je trema ali pa neko vprašanje, ki ga dobro ne razumejo, da potem ta blokada onemogoči, da gredo naprej. Ampak kaj recimo sam pri sebi sicer poleg tega opažaš, da so tiste najpogostejše težave, napake vseh, ki upravljajo izpit za certifikat? S čim bi pomagal tudi v bodoče, da se drugače pripravijo ali pa bolje? Ja, predvsem je ta blokada je v bistvu ta ovira, recimo. In tukaj smo potem želimo, oziroma pri pripravah ali tudi celo na izpitu, potem rečemo, dajmo se malo ustaviti zdaj, premislite, sprostite se kakorkoli. To se zgodi? Se zgodi, ja. Ker recimo do težav pride predvsem pri izpitih, kjer so v parih. Se pravi, kandidati so v parih. In če je en kandidat malo slabši, to pomeni, da tudi drug kandidat recimo, da česa ne razume in potem morda tudi pomagamo. Ampak so pa kar v redu, znajo predvsem na višjih stopnjah hitro improvizirati in to je tisto, kar potem tudi pri nas, ko ocenjujemo, rečemo, sej super je speljal situacijo. Koliko sam sebi dopuščaš kot izpraševalec, da dodaš malo svojega značaja, da si lahko tudi malo hudomušen, da skušaš sprostiti kandidata ali pa kandidatko, ali se držiš strogo linije izpraševalca tako po zakonu? Ne, jaz v bistvu upam, da ne veljam za strogega izpraševalca. Jaz želim potegniti iz vsakega kandidata oziroma kandidatke tisto, kar zna. To jaz tudi povem na začetku, da če recimo jaz postavim kakšno vprašanje, to ne pomeni nujno, da nekaj manjka ali pa da je bilo nekaj narobe in tako naprej. V bistvu želim samo spodbuditi ta tok komunikacije, da gre naprej. In to potem tudi upoštevajo kandidati, tako da ni nekih zadržkov.
Je pa tukaj zelo pomembno, da je treba hitro prepoznati, kdaj recimo išče nekdo besedo ali pa kdaj pride do blokade. Živimo v zelo dinamičnem svetu, tudi jeziki se bogatijo, se hitro spreminjajo, sprejemajo nove oblike. Kolikokrat se tudi spremenijo pravila za certifikat, za GT certifikat? Je tudi tukaj dinamično, da se izpit spreminja, da se dodajo neke nove stvari, mogoče določene stvari odstranjujejo? Tukaj v bistvu je edina sprememba, kar se tiče recimo slovnice, potem pravil pisanja, ta ortografska reforma, ki je bila. Tukaj je bilo treba paziti. Ni pa, se pravi, osnovna pravila glede izvedbe izpita pa se ne spreminjajo. Spreminjajo se take minimalne zadeve, ampak ta postopek je pa standardiziran in teče in tako, kot je predpisano. No, naša kava, vedno rečemo, ni tista, ki samo zbudi, skuša tudi malo navdihniti, predvsem pogovori ob kavi. Če smo zdaj nekoga vendarle malo premaknili, spodbudili, da se vendarle prijavi za ta certifikat, ampak misli, nisem še dovolj dober, kaj bi mu svetoval? Kako lahko preveri približno svojo stopnjo znanja, ali je že na tem nivoju, ali je priporočljivo, da opravi izpit za certifikat? Ja, jaz bi zagotovo trdim, da je treba se v bistvu kot določen smer priprave tudi to dobiti informacijo, ali sem na tej stopnji, ali nisem, ali kaj treba narediti. In tukaj mislim, da je en prvi korak sploh uvrstitveni test. Se pravi, tako pisni del, kot tudi potem pogovor, ker na podlagi pogovora potem kandidat lahko pove, zakaj je naredil uvrstitveni test, mi mu svetujemo potem, a je na tej stopnji, ki si je predstavljal, ali ni. Pogosto so ljudje zaradi tega, ker želijo hitro priti do certifikata. Saj sem že na tej stopnji, sem se učil v gimnaziji, v srednji šoli, pa je to sicer 20 let nazaj, ampak vseeno bi zdaj želel B2 izpit narediti, pa mu potem na prijazen način povemo, da to pač ne bo šlo. Če potem nekdo vztraja pri tem, vztraja, ampak naš nasvet je res, da je mogoče, da je še treba kaj narediti. Jaz zmeraj dajem tudi zelo rad nasvete, kje si pogledajo, če ne želijo tečaja, kje dobijo informacije, kako. In potem je pa v bistvu odločitev vsakega posameznika. Tako da spodbujaš in pomagaš. Ja. Tudi navsezadnje prihajaš s takim ozadjem v nemščino, z nekom, si nekdo, ki je z veseljem in z neko ležerno komunikacijo tudi osvojil ta jezik. Glede na to, da imaš rad svoj poklic, da imaš rad svoja pravila in da imaš rad izpite, še zate kak izpit, ki ga moraš opraviti, da greš še kam, še naprej, kje se vidiš? Zanimivo. V bistvu ravno sem zaključil usposabljanje za spremljevalca učiteljev. Se pravi, zdaj, ker imajo Goethe tudi standard, ki pač vsakega novega učitelja, ki pride zraven, v naš kolektiv, ga spremljamo. Se pravi, mu dajemo vsa ta navodila, kako poučevati, ne ocenjujemo, ampak ga spremljamo pri izvedbi vseh poskusnih ur. In tako da tukaj, to je bil zdaj izpit, ampak zdaj pride pa življenje. In to je tisto, kot pravijo, izpit je začetek pravega življenja. Ja, tvoje življenje je prepleteno s strokovnostjo. Kaj narediš za svojo nemščino, čisto za dušo in veselje, da jo še neguješ, gojiš naprej?
To je pa tako stereotipni odgovor bo zdaj. V bistvu je zanimivo. Poskušam iti vsaj parkrat ali v Nemčijo ali v Avstrijo. Zelo rad sem na Dunaju, ker Dunaj me navdušuje in vsa ta zgodovina in vse te zadeve. Sedem si v kafe Havelka in poslušam. No, to so te zgodbe, Bojan, to so te zgodbe. Greš daj v Burgtheater, čudovito gledališče za res z visoko nemščino. Ja, ampak zanimivo, bolj me pritegne vsa ta, se pravi ta življenje. Ne, ko sediš in piješ kavo, in poslušaš, kako zraven tebe je nemščina ali kakšen drug jezik. In to je v bistvu to, kar me navdušuje. Zagotovo v dunajskih kavarnah nemščina žubori. Od natakarjev se lahko človek nauči marsikatere uporabne fraze. Malo hudomušne, malo take zajedljive. Dunajski natakarji znajo biti kar neposredni, bova rekla. Zelo. Tam tudi vidimo, kaj se prenese in kaj se zmore nemščina. Tako. Vesela sem, da si nam danes zaupal marsikateri zanimivi podatek, torej za vse tiste tudi malo tolažba, ki se še pripravljate na izpit za Goethe certifikat. Lep pogum, sproščeno, predvsem naprej. Ja, gre za resno stvar, kot si sam rekel, ampak ta sproščenost naslednje, s katero se znajdemo potem v nemščini, še kako pomaga. Tako. Berimo, poslušajmo. Predvsem berimo. Ja, in uživajmo tudi v tem jeziku. Hvala ti tudi za tvoje nasvete in še veliko lepih uric v kafe Havelka. Hvala. Zagotovo se kdaj srečava. Dva kofeterja na kupu. Kot rečeno, naša kava ni samo tista, ki prebuja, naj tudi zbuja malo radovednosti in te ni nikoli dovolj. Radovednosti ne moremo predozirati. Tako da vabljeni še naprej, da nam sledite na družbenih omrežjih, na pretočnih platformah in pa na Spotifyju. Kadarkoli želite. Tu smo vedno za vas. Do kmalu.